Dober dan, lepo pozdravljeni. Rad bi vas obvestil, da je poslanska skupina Nove Slovenije v sodelovanju s poslansko skupino Demokrati vložila interpelacijo zoper ministrico za kulturo Asto Vrečko. Temelj interpelacije je na ugotovitvah Komisije za nadzor javnih financ, zlasti v zvezi z finančno-materialnim poslovanjem Ministrstva za kulturo, ki se je na večjih mestih izkazalo kot neprimerno, neustrezno, v nasprotju z finančno-računovodskimi izkazi in tudi v nasprotju z ugotovitvami finančnih institucij v Republiki Slovenija. Naj izpostavim zgolj to, da je bila v preteklosti izplačana posebna nagrada gospe Makarovič, za kar ne obstaja zakonska podlaga in to je bilo že večkrat ugotovljeno. Naj tukaj tudi omenim škandalozen najem nadomestnih prostorov za Dramo, ki grejo v višino 70 000 evrov na mesec. Do leta 2027, pa zdaj, ker gradbeno dovoljenje še ni bilo pridobljeno, se bo ta stvar še podaljšala, bo ta najemnina znesla več kot 3 milijone evrov in ta novi prostori, ta nov prostor bo seveda temu najemniku ostal. Zdi se nam absolutno neprimerno takšen način poslovanja Ministrstva za kulturo. K temu seveda lahko dodamo še druge stvari, ki so v interpelaciji zajete, od tega zakona o medijih, ki govori o influencerjih, pa do zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturo, ki govori o nevidnem delu kulturnikov. Seveda pa smo se dotaknili tudi ukinitve Muzeja slovenske osamosvojitve. Tukaj moram reči, da vsekakor je zanimivo, da ministrica za kulturo nam predlagateljem očita, da smo se šli kulturni boj, kljub temu, da sama pravi, da interpelacije sploh še ni prebrala. In kot interpelacija pravi, so temeljni očitki finančne narave oziroma narave poslovanja Ministrstva za kulturo. Tako da tukaj mora najprej ministrica za kulturo prebrati to interpelacijo, potem pa lahko glede tega daje tudi sodbe. Zakaj to vrsten timing te interpelacije? Sami veste, da so poslanci Nove Slovenije v preteklosti po obravnavah na Komisiji za nadzor javnih financ že večkrat napovedali, da je ta stvar zrela za interpelacijo oziroma za odstop ministrice. To stvar smo tudi predstavili našim kolegom v opoziciji in danes je dozorel čas, da smo tudi to interpelacijo vložili. Mislim, da smo korektno počakali, da gre ta referendum in ta referendumska kampanja mimo. Včeraj so se volivci glede tega izrekli in mislim, da je danes seveda primeren čas, da s tistimi stvarmi, ki so bili že pred tem referendumom ugotovljene, da jih tudi zdaj predložimo, uporabimo opozicijsko orodje, ki ga imamo, in da pridemo stvarem do dna in da ministrica tudi prevzame politično odgovornost za svoje dejanje. Kako to, da med sopodpisanimi ni največje opozicijske stranke SDS, ste jim sploh ponudili v sopodpis interpelacijo ali ste se tukaj odločili samo vi in Demokrati, da greste skupaj v to zgodbo? Prvi poskus interpelacije zoper ministrico Astro Vrečko smo v Novi Sloveniji poskusili že takoj po ukinitvi Muzeja slovenske osamosvojitve. Takrat nam v poslanski skupini SDS-a niso želeli prispevati podpisov. Nam se je to dejanje ukinitve tega muzeja absolutno zdelo nesprejemljivo, neslovensko, če hočete antislovensko, če k temu dodaš še vse njene udeležbe na tako imenovanih čebinskih dogodkih, ki so absolutno nasprotje vrednot slovenske osamosvojitve, se je stvar zdela logična, takratna interpelacija, ampak takrat nismo uspeli zbrati dovolj podpisov. Z ustanovitvijo poslanske skupine Demokratov pa se je aritmetika v opoziciji nekoliko spremenila in kot sem rekel, smo te podpise zdaj lahko zbrali dovoljšno število, zato da je interpelacija vložena. Kakšen izplen zdaj v bistvu tukaj pričakujete? Parlamentarna razmerja so jasna, razen večurne razprave o interpelaciji, kaj je cilj? Cilj je predvsem, da ministrica natančno pojasni njeno finančno poslovanje njenega ministrstva,
Večkrat se je izogibala Komisija za nadzor javnih financ oziroma se je omalovažujoče obnašala do njih. S to interpelacijo ji omogočamo, da bo najprej precej podrobno odgovorila v odgovoru na interpelacijo. Zlasti nas zanima del, kako bo utemeljila izplačilo nagrade Svetlani Makarovič, ker je več institucij povedalo, da je stvar zastarala, da ni ustrezne zakonske podlage za to izplačilo. In tudi, kako bo utemeljila 70.000 evrov visoko mesečno najemnino za nadomestne prostore za Dramo. Skratka, gre tukaj za precej tehnično vprašanje. Ministrici bomo ponudili lepo priložnost za to, da na te stvari odgovori. Seveda bomo mi v opoziciji terjali politično odgovornost. Kaj se bo pa zgodilo, bodo pa na koncu pokazali rezultati glasovanja. Sami pa veste, da se je v tem mandatu zelo velikokrat zgodilo, da sama interpelacija sicer ni pripeljala do same zamenjave ministra, je pa bistveno in pomembno prispevala k temu, da je minister bil kasneje odstopljen. Ali ste kot minister prejšnje vlade tudi vi pozvali k odstopu po referendumu o vodah? Ne. Pa bi to morali zdaj, ko gledate nazaj, storiti? To je bila politična napaka Nove Slovenije, ki jo danes obžalujem. Jaz mislim, da bi morali takrat v tistem primeru ravnati drugače. Mi smo takrat plačali visoko politično ceno, ampak to je stvar preteklosti. Če bi danes se odločil drugače, bi naredili drugače. Hvala. Hvala lepa, srečno.